si pač vstopil v karate in imaš tudi šolo karateja. Že znotraj karateja je cel kup teh imen, ki jih Sankukai, Shotokan. To so tako imenovani stili, ja. Veje. A to so stili ali Veje. so to komercialna imena šol? Ne, to so veje. Dajmo si predstavljati korenine, deblo, veje, list. Ja? Korenine so stara Indija, odkudar vse prihaja, Okay. potom Kitajske, na otočje Okinawa. Otočje Okinawa je deblo. Tam se je Kitajska, stara Indija, sta se združili in se je podalo eno določeno, tradicionalno pomeni starodavno učinkovito znanje. Učinkovito kaj pomeni? Deluje. Ja. Ni nobene mode, ni nobenega šminkaraja, nič. Deluje zato, ker določeni ljudje so to sprobali na bojnem polju, na sebi. Toliko generacij. Torej, te stvari delujejo. Kakor določene formule, matematike in tako naprej. To je deblo. To je tako imenovani tradicionalni. Zakaj je bilo več vej? Zato, ker so različni ljudje, ki so postali potem tudi učitelji, so tudi potovali na Kitajsko, se tam izučili, se vrnili z določenim znanjem in oni potem družinsko nadaljevali to pot in dajali svoje znanje naprej. Zato se potem preimenovalo tako, drugače, ali po področjih nahate, šurite, to so bila mesteca, ne? Stil tega mesteca in tako naprej. Potem so pa nastala imena, kakor na primer Goju Ryu, to pomeni šola mehkega trdega, mehko trdo, polarizacija, kakor je Tai Chi Chuan, na primer, in ostale veščine, različna imena. In to so bili različni stili različnih metod bojevanja in samozdravljenja. Zakaj metode? Zato, ker so določene šole v določenih obdobjih, ko so nastale, so se zgledovale po naravi. In sicer vse šole borilnih veščin so sestavljene iz principov gibanja živali in narave, 5 tako imenovanih elementov. Kako se premika voda, kakšne značilnosti ima ogenj, zrak, les, in to so elementi. Potem so pa živali, po katerih so se zgledovali, da so postali močnejši, da so bistrejši, bolj pozorni, da so se znali bolj pametno prehranjevati in tako naprej. Iz tega so nastali najprej tako imenovani strukturni čigongi. To pomeni določene telesne energijske vaje, potom katerih so postali oni zelo močni. Pri nas v naši šoli to imenujemo animalija, to je latinski izraz za živali. To so starodavni sistemi, potom gibanj in dihanj živali, ki pomagajo človeku, da postane nadpovprečno močan. Iz tega so potem nastale borilne tehnike. In nekatera področja, nekateri ljudje so razvili določene stvari na en določen način, drugi druge. In ti so prišli potem po kapljicah na Okinawo do določenih družin. Oni so to razvijali in dali naprej. Posledično z različnimi imeni, pa tako naprej, kakor Shotokan je kasnejše imeno, Shitoryu in tako naprej. To so imena, da dajo en znak, ne? En znak. Ampak vse je pa osnovano na 2 stvareh. Katerakoli borilna veščina, ne glede na ime, ne glede na področje. Živali, narava. Pika. Katera žival? Okej, ta borilna veščina ima bolj premike te živali, ta borilna veščina se bazira bolj na teh elementih in podobno. Se pravi, to so potem razlike v teh imenih, da se nekdo pač bolj skoncentriral. To je verjetno bilo prav od tistega učitelja odvisno, kaj njemu bolj pasa, kot po konstituciji ali po čem? Ja, tudi. V začetku zelo učinkovito, zato ker so se morali soočati z naravo, z mrazom, z boleznimi, dobesedno z realno samoobrambo.
In od tam prihajajo ti tako imenovani tradicionalni sistemi. V modernejši dobi, posebno po drugi svetovni vojni, pa še malo prej, pa se je to zelo posplošilo, pomirilo. In zato je šlo precej, kakor smo v začetku našega pogovora, smo se pogovarjali, je šlo rahlo v pozabo, zato ker določene tehnike, določeni premiki, ki so bili zelo nevarni za zdravje človeka, so bili umaknjeni, prikriti in torej pozabljeni. Ne? Torej vse to. Kako da je bila ravno Okinava tak talilni lonc, da se je vse tam stekalo? Če govorimo o karateju. Če govorimo o karateju, potem so še druge veščine različne. Tai Chi Chuan ne. Tai Chi Chuan, sicer Tai Chi Chuan je moderno ime za eno visoko borilno veščino. To je bilo na Kitajskem, pa konec. In druge, kakor pa Kvačang, Sinji in tako naprej, to so druge borilne kitajske veščine ali pa indijska kalaripajat in podobno. Ogromno je tega. Zdaj, kar se tiče Okinave, je samo karate. Ima pa korenine iz vseh teh področij, potom na različnih stilov študija živali in naravnih zakonov. Seveda, karate, ja. Se pravi, te druge so pa tudi druge, ja, ker bi še... Ja, druge je drugače. Tai Chi Chuan je nastal na Kitajskem kot nadgradnja zunanjih stilov, iz katerih potem so se karateisti naučili. Tai Chi Chuan je nadgradnja, kar se tiče borilne veščine. Dajmo si predstavljati... Kako misliš nadgradnja? Ti bom razložil. Ja. Dajmo, da bo lažje. Ti bom razložil v primerjavi s šolstvom, šole. Mi imamo osnovne šole, potem imamo gimnazije in potem faks. Ja. Tako imenovani zunanji stili, kamor spada v začetku tudi karate, v začetku, so osnovna šola. V začetku, 9-letka. To je ena razlaga. Potem, ko si ti vešč v zunanjosti, se ti začenja dajati druge kapljice znanja, ki so globlje, zahtevnejše v vseh smislih, in to je Tai Chi. Torej, Tai Chi je nadgradnja. Potem je pa še ena, v kitajski kulturi je to tako imenovana Pakua veščina, ki je pa še nadgradnja Tai Chija. Kakor pri pasovih. V Sloveniji zelo radi uporabljamo izraz mojster. Si naredil črn pas, zdaj si mojster. Nisi mojster. No, jaz se ne čutim kot mojster, ja. Ne, črn pas je 9-letka. Ti si naredil osnovno šolo. Ja. To je črn pas. Drugi, tretji črni pas je gimnazija. Drugi, tretji dan, ne? Ja. To velja tudi za druge veščine. Četrti, peti je univerza. Šesti si doktor, dekan, profesor univerze, in sedmi in tako naprej, ne? Druga, usporedna pot, ko se govori mojster, učitelj, isto, ne, ni isto. Ko se govori o učitelju, je pa usporedna pedagoška pot. To pomeni, ti se izobražuješ normalno v borilni veščini, treniraš, potem bi pa rad še učil. In tu, ko postaneš recimo črn pas, pa imaš vsaj 18 let, greš na šolanje za inštruktorja, potem za trenerja, potem za mojstra. In ko si mojster in imaš svojo šolo, takrat te lahko imenuje učitelj. Torej, dve vzporedni poti, ne? Mojster pravijo, tradicija pravi, da mojster pred 5 dnevom in vsaj 40 letom starosti, ne, nisi pripravljen za to, ne? Ker se ne gre za tehniko telesa, za koordinacijo telesa, za zdravje, za hitrost tvojih premikov, ne? Ampak se gre za notranjo duhovno zrelost. Učitelj, mojster mora biti duhovno močan, stabiliziran, podkovan, ne? On mora žareti duhovnost, ne špage.
Sem odgovoril? Ja, absolutno, absolutno, zelo dober. Tako da se razume malo razlike, ne, kaj je nekaj. In to velja za vse borilne veščine. Ti črni pasovi, beli pasovi in dnevi, to je nastalo pa tudi pred parimi desetletji. Ja, zato, da se pač... Zato, ker je nastal šport, zato, ker se je tekmovalo in zato, ker so nastale potem tako imenovane tudi federacije. In te federacije, seveda, ker so spet politika, biznis in so weiter, razdeljujejo določene nivoje, več, manj, zelo pošteno, manj pošteno, odvisno, kje si, ne, in tako naprej. V starih časih je bil učitelj, je bil učenec in če učitelj je imel srečo, je imel asistenta. Pika. Kako pa je, zdaj si omenil, karate, z Okinave, pa omenil si tudi par še teh, ki so, se pravi, tai chi, pa Kua-Chang, Sini. potlej, kaj, recimo Evropa je imela dolg časa, sploh ni imela v tem smislu borilnih veščin. Je imela rokoborbe še v antični Grčiji, ampak pol je bil pa edina, ki bi približno lahko rekel, je bil boks. Kar, ne, je bilo še kaj drugega? Evropa je bila izredno bogata, vsaj od 8. stoletja, pred našim štetjem dalje, vsaj zato se ve. Najprej je bila stara Grčija, ki je imela izredno kulturo. Stara Grčija ima isto globoko in močno in učinkovito kulturo borilnih in samozdravilnih veščin, kakor Kitajska in stara Indija. Izredno kulturo. Ok, pa sem na tem področju čist ignorant, zato ker nimam pojma. Ni tega naokoli, takih knjig ni toliko naokoli, to moraš raziskovati. Grški narod ni dal v biznis svojega znanja, kakor so dali nekateri športi, recimo današnji MMA, je dal v biznis to tudi, ne? Naprimer, ali boks je dal potem tudi v biznis. In ko daš ti v biznis, priteče denar, in potem se stvar lažje razširi, ampak to ne pomeni kvaliteto ali nekvaliteto. Stari Grki, boks, stari Grki, današnji MMA je stari Pankracijo. Rokoborba, različni tipi, 3 tipi rokoborbe, ogromno načinov študija orožij, osebna higiena. Oni so imeli izraz higiena, pride iz starogrškega obdobja teh bojevnikov. In sicer higiena ni to, da greš ti pod tuš in se namažeš s kremico, ampak higiena je bila higiena uma, besed, srca, telesa in skupaj tvojega delovanja. Torej, ti tako imenovani atleti, ki so jih imenovali asketi takrat, Grke, so morali s tem tipom higiene zelo trdno živeti. Oni imajo izredno bogastvo v borilnih veščinah, v samozdravilnih veščinah, tudi v prehranjevanju, v masažah, v vsem. Pa ne samo oni. V srednjem veku je bilo pa veliko po Evropi. Naprimer, mečevalstvo je bilo veliko več, kakor si lahko predstavljamo. Jaz recimo sem se vpisal v japonske in kitajske borilne veščine, ker ni bilo na tistem področju takrat šol evropske umetnosti za mečevanje ali samoobrambo. Ampak evropsko mečevanje je enako kvalitetno, kakor vsa ostala mečevanja, naprimer na vzhodu, in obenem so imeli tudi ogromno študija goloročnosti in razorožitve. Ogromno. So stare knjige iz 15. 16. stoletja. Ena italijanska knjiga, zelo dobra, in ena nemška knjiga, zelo dobra, ki prikazujejo prav veliko število samoobrambnih tehnik, ki se jim reče, recimo, ki se jih uporablja pri jiu-jitsu in podobno. Ne? Isto kulturo, samo da
Pač se je razširila bolj tista moda. Ampak ni zanimivo, nekaj je prišlo z drugega konca sveta, pa je bolj se spropagiralo kot To je zaradi karateja. Karate potom Američanov je utegnil eksplodirati, potom športa, in ta val se je utegnil krasno razširiti povsod. Po 20 letih, ne, po enih 15 letih je potem prišla počasi joga, potem je prišel počasi tai chi in vse skupaj in se je to razleglo lepo. Na krasen način, hvala Bogu, ta krasna kultura. Ampak v pozabo je pa šlo tisto, kar smo imeli. Ne? Evropsko. Dobro, se pravi, tukaj od evropskega, od tega, kar jaz poznam, je morda rokoborba in boks. Recimo, jaz sploh ne vem, da bi to, kar si te dve knjigi omenjal, da je bila tudi te ročne samoobrambne tehnike, razorožitvene tehnike v Evropi. Ogromno. Si predstavljam, da bi, logično, so se skozi neki tepelj in že moral to nekdo študirati. No, pa stvari, ki sem jih študiral pri karateju, pa pri ostalih kitajskih borilnih veščinah, sem najdel na enak način pri starih Grkih in potem v srednji Evropi, kar se tiče prijemov, razorožitve in tako naprej. Tako da cel svet je žal bogat tega, žal zakaj? Ker to pomeni, da so obstajali na tem svetu ljudje, ki so hoteli uničevati druge ljudi, zato žal. Samoobramba je nastala zato, ker ti si hotel posiliti mojo ženo, pa mene okrasti ali pa ubiti. In torej enkrat naslednjič se moram nekaj naučiti, da te bom jaz tebe s kolom po glavi. In iz tega potem. Ja, seveda. Kakšna je pa pol ta primerjava? Vsakeč znova se na karate vrneva. Recimo, meni je včasih, ko sem bil majhen, pa sem bral tam nekaj stripe blazno, so mi burile domišljajo ninja in pol sem zvedel, da je to ninjitsu, za tem stoji. Ninja so bili, princip ninja je imel vsak narod. Princip ninja kaj je? Ninja je japonski izraz. To so bile družine, ki so bile specializirane za določen uboj. To so bile kakor plačane posebne enote s strani cesarja ali določenega princa ali velikaša za lastne namene, odkrite ali prikrite. Še danes je. Take enote so imeli Špartanci, posebne enote, najprej so imeli 300 svojih specialcev, v teh je bilo 6 posebnih, 6 do 8. Isto so imeli Rimljani, isto so imeli drugi narodi. Vsak narod, ki je imel, ali vsako cesarstvo, ki je imelo na razpolago določeno vojsko, je imelo splošno vojsko, močno vojsko potem. Splošna vojska je tako imenovani, žal, kanonfuter. Potem so cesarjeve straže ali kraljeve straže in potem je notranja enota, za katero se ne sme vedeti. In to je povsod. Tudi danes vse države imajo to. Vsaka država ima svoje specialne enote v policiji in vojski, ampak vsaka specialna enota ima pa še svoje. Samo o tem se ne sme govoriti. Skratka, ninja so predstavljali to in to so bile prav družine, ki so bile specializirane v nečem. Recimo družine so bile, ena družina je bila specializirana v tem, da je zelo dobro poznala akupunkturne točke in oni so goloročno znali zelo elegantno ubijati ljudi, za katere je rekel princ, te jih morate ubiti. To so bili ninja. No, ampak ta ninjitsu, ki se, mislim, da je celo v Ljubljani en klub. Ja, ninjitsu potem se je razširilo kot... In oni pol trenirajo s temi krempli, pa z vsem tistim orodjem, ki so jih... Z najrazličnejšim orodjem in orožjem, zato ker oni so se morali po noči priklatiti v tvoj dom, tako kakor miška ali kakor kača, nekaj narediti in oditi. Čim bolj neopazno, če se da. Zato, ker če so jih odkrili, ne samo, da so jih ubili, ampak prej so jih trpinčili in ker so jih trpinčili, zelo verjetno potem se je zvedlo, kdo jih je poslal. Zato so bili tako specializirani, od tam potem specialne enote, tako imenovane, pri vseh narodih.
Odvedno. Nažalost. Ja. No, ja, ker tako, kot sem rekel, ta ninjitsu je tako buro domišljijo. Recimo pol tako po estetiki me zelo fascinira aikido, ne? Aikido ima neko tako, se mi zdi. Aikido izhaja iz aikijits. Aikijits izhaja iz ene veje jiu-jitsa, japonskega jiu-jitsa, in sicer Daitoryu. Oni pa izhaja... Aikido iz jiu-jitsa? Aikido iz aikijitsa, aikijits iz jiu-jitsa in jiu-jits iz shuijiao, ki je ena velika veja samoobrambe kitajskih borilnih veščin. In sicer umetnost destabilizacij, davljenj, lomljenj in tako naprej. Jiu-jits in aikijits sta imata noter še vedno tudi tehnike udarjanja ali ubijanja. Medtem ko aikido je vzel to proč in se je šel bolj tako imenovano duhovno pot oziroma pot destabilizacij človeka, če te že napade, pot vode. In pot vode je ena od 5 poti Tai Chi Chuana. Aha, jiu-jitsu ima še tehnike jiu-jitsu ima še tehnike udarjanja noter. Jiu-jitsu, ja. Jaz ne poznam jiu-jitsu praktično nič. Vidim Judo. pa, da je zdaj zelo popularen, Ja. ampak to gledam Judo izhaja iz jiu-jitsu. davljanja pa... Aha. Judo iz jiu-jitsu. Jiu-jitsu, to je mehka pot, recimo mehka pot. To so bile tehnike, zelo kompleksne tehnike destabilizacij človeka, ustavljanja človeka, da ti ne more napraviti kaj hudega, z dodatki udarcev. Ker je bilo to tako grobo gojeno na Japonskem, je en učitelj v določenem trenutku odločil, da da ven določene prenevarne tehnike in gre naprej tako imenovani judo. Aha. Zato judo ima v glavnem prijeme, mete, ne? Ja. Nima nevarnejših tehnik in tako naprej. Zvijanja pa... Skoraj nič. Skoraj nič. Davljen pa vsega tega. Ampak skoraj nič. Zdaj odvisno, kako ti nekdo pokaže za tekmo, ampak mora biti dokaj skrito. Če ne, v glavnem je stvar metod destabilizacij, izredno telesno delo, ogromno delo koordinacije, to so izredni atleti, krasni atleti, ampak je šlo v šport, to je škoda. Aha. Ker tisti mehki del gre vedno bolj v pozabo, ampak je logično, če se dva najdeta, ki delata judo, torej mehko, to pomeni, da jaz moram absorbirati tvojo silo, da ti jo vrnem in te premagam, tvoja sila mora priti. Ja. In če mi dva oba čakava, ostaneva tukaj pa konc. Zato eden mora narediti mora narediti nekaj trdega. In iz tega judo je nastal tudi do. Ne? Se ne vem, a judo ima tudi ta tapping, kadar je dosti tako kot jiu-jitsu. Pri jiu-jitsu, če te nekdo preveč štapne, kar reče. Moraš. A judo ima to isto? Da bi jaz vedel, ja. Ampak jaz sem treniral judo, samo 2 leti, sem se veliko zanimal za judo, nisem pa učitelj juda. Tako da globlja vprašanja, kar se tiče juda samega, posebno današnjega, raj ne, ker ne bi rad govoril neumnosti ali žalil nekoga. Ne, saj ni bilo tako mišljeno, da bi neki pametnikoval, ampak sem tako, spomnil sem se, ker vem, da jiu-jitsu ima, kot se nekdo dal, ko je dovolj. Sej pri judu. Pri judu pa ne vem, če sploh pride do tega, ali je sam met in si dol in je to. So določeni kritični trenutki. Če ne se vidi, takoj se vidi, da je točka ali pa ni točka in tam so sodniki, ustavijo pa je. Pa je konc, ker je športno. Ja. Karate tega nima, ne, recimo. Karate ima druge, se vidi, če si se ga dotaknil ali ne na tekmi. Ja, za tekmo ne, govorim tako. Tudi pri treningu jiu-jitsu ima, da ti ustaviš, ko
je dovolj, ne, medtem ko karate tega. Karate ima to, če uporabljaš te tehnike. Namreč, karate, ker je borilna veščina, ima vse te tehnike. Vsaka borilna veščina, da je borilna veščina, mora imeti 5 stvari. Umetnost udarjanja na katerikoli način, s čimerkoli. Mora poznati umetnost onemogočanja, to pomeni branjenje, da ti znaš se umakniti, braniti en napad z udi ali s premikom telesa. Umetnost destabilizacije. Destabilizacija to pomeni, da znaš nekoga vreči iz centra, spotakniti, vreči na tla in obratno, da znaš tudi ti padati. To je oblika rokoborbe. Ne? Potem umetnost tako imenovan činna oziroma davljenja, zahakljanja, poškodovanje kit, udarjanje na akupunkturne točke. 5. stvar, tako imenovana razorožitev ali uporaba orožja. To pomeni, da te učijo, kako razorožiti nekoga, ki je oborožen, ko te napade. Ali v tej skupini tudi, da znaš uporabljati različna orodja oziroma orožja kot samoobramba. In te načine je treba trenirati po konci na tleh, z enim, z mnogimi. To je borilna veščina. To je borilna veščina. Kar je pa borilni šport naredil, je to, da je vzel nekaj in rekel, v tem se bomo specializirali z določenimi elementi, ki so varni za naše fante in dekleta, da lahko tekmujejo med sabo in to bomo delali. In to je borilni šport. Zelo pametno narejeno, zato ker varnost človeka je prva stvar. In torej so naredili to. Zato je to je borilni šport. Borilna veščina je vse. 300 na 300, kakor je na žoga, vse. Ker karate, tako kot ga pojmujemo, recimo nima orožij. Ima vse. Samo, da športna kultura karateja, ki je prišla do nas, je razvila določene stvari, kamor ne spadajo orožja, temu se reče kobudo ali kobudžicu, ne spadajo orožja, zato ker bi rekli, čak, zdaj jih učimo to, potem so še orožja. A imamo za orožje, brez orožja. Za orožje rabimo še toliko časa. In torej se je razdelilo. Ampak če borilna veščina nima goloročnosti in orožja, ni logično. Ker ti mora znati se nekoga razorožiti in mora znati uporabljati orožje, zato ker je del vojne samoobrambe starih lovcev. Pa še nekaj. Orožja so izredno pomembna, ker so orodja spoznavanja gibanja v prostoru. Vsako orožje v resnici je orodje, ki me nauči, kako se premikati. Recimo, če bi jaz naredil tako zdaj, pa tako vzel ta kozarec in čudno pil, ni v redu. Torej, ta kozarec me uči, da ga tako primem, vsaj približno, in da ga tako dvignem in pijem. Ne? Ali nekateri bi lahko naredili tako, ampak to je spet stil. In kozarec me nauči, kako držati nekaj, da se mi nekaj zgodi. Kaj? V tem primeru, da lahko spijem to vodo. Ali tvoje pisalo te uči, kako premikati prste in zapestje. Orožja nas učijo, kako celovito uporabljati naše telo v prostoru. To je tisti trenutek, ko se mu reče orodje spoznanja. Orožje pa nastane takrat, ko delaš v parih in se tudi naučiš pravega boja. V bistvu sem se narobe izrazil. Percepcija karateja, tega, ker je v glavnem zunanja percepcija karateja skozi športni karate je takšna, da nima orožja. Ja, kakor taj Čičuan, da je samo dihalna vaja. Jaz sem bil prej v 2 klubih, enkrat kot otrok, enkrat pa preden sem prišel do tebe in jasno, tam ni bilo nobenega govora o orožjih.
Pa je mene zanimalo, ampak pač to ni karate, a ne, je bilo rečeno. Šele pri tebi sem videl, pa smo začeli, dolga palca, 2 kratki palci, pa smo mi 2 boken. Meni, tako se rekel, so me ninja fascinirale in s tem katana. Sem rekel, a bi to, pa mogoče ne bi sta prav. Sem rekel, jaz to tudi treniram, pa bi lahko skupaj, pa smo imela te boken treninge in to je bilo super, to moram še revivati. Tega je ogromno. No, ampak prvi eno in drugo, v mojem klubu s tem srečal, to hočem reči, ne. Zato, ker gojimo tako imenovani tradicionalni karate. Tradicionalni karate, pomeni, da je stari okinavski karate, kjer so se ukvarjali s celovito borilno veščino. In celovita borilna veščina je imela tiste 3 stebre, o katerih sem ti govoril, torej duhovni del, samozdravilni del in borilni del na 360 stopinj, ter teh 5 principov. Ker sedaj na cesti mogoče imamo srečo, pa če te kdo napade, čeprav danes imajo vsi nož, ampak te napade te bo s pestjo. Včasih je prišel s kolom, s srpom in orožja so bila vsakdanja stvar, pa tudi vojne so bile, ne? Iz vojnih časov. Zato vsaka borilna veščina ima orožje. Vsaka borilna veščina ima orožje, goloročnost, na tleh, po konci, s komerkoli, kjerkoli, kadarkoli, kakorkoli. Pika. Zato se temu reče tradicionalna stvar. Ne? Po tradiciji preživetja. Ne govorimo o dobrem, slabem, kaj je zdaj boljše, kaj je slabše. Nič ni boljše, nič ni slabše. Pomembno je, kaj delaš vestno, kvalitetno. Pika. Ne? Torej sedaj ne primerjam športa, tradicionalnega, borilna veščina in tako naprej, kaj je boljše, kaj ni boljše. Boljše je samo tisto, kar dobro delaš, vestno delaš. Pika.